Na slavnostni akademiji vsako leto podeljujejo priznanja in nagrade Mestne občine Kranj. V letošnjem letu so podelili eno Prešernovo plaketo, 3 plakete Mestne občine Kranj, eno veliko Prešernovo plaketo, 3 velike plakete Mestne občine Kranj ter 4 listine o priznanju. Od včeraj pa obrazi letošnjih nagrajencev na prvi ulični razstavi v Kranju krasijo ulico pred mestno knjižnico. Tukaj se križata po mojem mnenju 2 stvari. Eno je tisto, da želimo naše častne občane in občinske nagrajence spromovirati. To so namreč ljudje, ki imajo veliko pozitivne energije, ki dosegajo dobre rezultate in se mi zdi smiselno, da jih nekoliko bolje predstavimo in da so nam tudi za vzgled, da se lahko po njih malo obračamo. Na drugi strani pa sodelovanje občine z gospodarstvom, namreč financer in postavitelj te razstave na prostor je podjetje Tam, ki pro bono pripravlja take predstavitve za zadeve, ki se jim zdijo, da so za lokalno okolje dobre. Za postavitev ulične galerije je zaslužno podjetje Tam. Ulična galerija, kakšen je pravzaprav njen namen in kako je zasnovana? Ulična galerija je v bistvu nadgradnja poslanstva mestnega plakata. Tam se z mestnimi plakati ukvarja že svojih 28 let in mestni plakati so bili vedno namenjeni občanom, da jim sporočajo zanimive informacije in tokratna priložnost, da se izpostavi občane, ki so res zaslužni za kakšne posebne dosežke, se mi zdi krasen primer in v bistvu evolucija tega mestnega plakata in njegovega poslanstva. Tako da jaz mislim, da je to krasna priložnost, da si lahko občani spoznajo svoje, bomo rekli, someščane, ki so pripomogli k razvoju Kranja. Najvišji naziv častnega meščana, sta letos pripadla dr. Dušanu Petraču, mednarodno priznanem strokovnjaku na znanstvenem področju vesoljske tehnike, in dr. Milivoju Veličkovič Peratu za uspešno razvojno delo na področju zdravstva in športa. Občutek je čudovit. Veš zakaj? Ker se dogaja v domačem mestu. Ljudje me poznajo, grem po cesti, mi čestitajo. To je res fantastično. Jaz sem zdravnik, vedno v svetu najbolj poznan zdravnik Slovenije. Imam ogromno nagrad. Danska kraljica mi je dala, v Baltimoru sem dobil ameriško nagrado. Sam to vse skupaj ni primerjava s tem, kar je, če ti dajo domači ljudje. To je res nekaj taza. Najbolj sem ponosen na to, kar sem zgradil pred leti, da smo bili v svetovnem vrhu v zgodnem pripoznavanju okvar pri novorojenčkih, da možete obravnavo. In to, da sem izobrazil vse zdravnike po Sloveniji, pa vse terapevte. V Sloveniji smo dosegli, da so otroci do 3. meseca starosti prepoznani, da potrebujejo obravnavo. Veliko Prešernovo plaketo je dobil pianist Petar Milič za svoje uspehe na glasbenem področju. Kakšni so občutki, ko takole opazite svoj portret sredi ulice? Nekoliko nenavadni, kljub temu, da sem vajen javnosti, nastopanja na odru, ampak tam sem ponavadi napovedan. Tukaj na ulici pa se že počutim skoraj malo preveč javno. Po drugi strani mi je pa tudi všeč, da nisem prezrt. Na tiste intimne dosežke koncertov, ko ti ljudje pridejo čestitati s spremenjenimi obrazi. To je nekaj, kar se ne da ovrednotiti, ampak je pa za izvajalca toliko bolj realno. Velika plaketa Mestne občine Kranj za leto 2017 je bila podeljena alpinističnemu odseku Planinskega društva Kranj za uspešno 70-letnico delovanja ter ohranjanje planinske in alpinistične kulture. V bistvu najbolj smo ponosni na celotno alpinistično kulturo. V bistvu tudi, bi rekel, uspehe na svetovnem merilu, tudi na evropskem, državnem, tako, delo z mladimi. Velike plakete Mestne občine Kranj za leto 2017 so bili veseli tudi v nogometnem klubu Triglav Kranj za kakovostno delo z mladimi in športne dosežke. Moram reči, da je kar nenavadno, na drugi strani pa seveda je to lep opomnik, da bomo še naprej tako zavzeto delali, kot smo do sedaj. Treba je le vedeti, da je zame ni samo čas, da sem osebno prejel to nagrado, ampak da sem jo lahko prejel v imenu 500 otrok, ki je zelo aktivno tekmuje na vseh ravneh, kot seveda številnega strokovnega štaba in seveda najbolj zaslužni za to nagrado so predvsem oni. Moja vloga je tukaj združevati, povezovati, očitno mi je to dobro uspelo in seveda si želim, da bomo tako dober homogen tim, kot smo bili do sedaj tudi v prihodnje.
Prva ulična razstava nagrajencev Mestne občine Kranj bo v prepoznavo in na ogled na voljo v decembru in januarju tudi Kranjčanom in Kranjčankam ter vsem obiskovalcem Kranja.